V prvem sklopu bomo govorili o lead generation, po domače pridobivanju kontaktov. Brez kontaktov v inbound marketingu nimamo namreč kaj početi. Luka Žnidaršič bo predstavil, kako vzpostaviti strategijo pridobivanja kontaktov. Luka ima več kot 8 let mednarodnih izkušenj iz digitalnega marketinga, v Red Orbitu pa snuje digitalne strategije in razvija kanale inbound marketinga. Luka. Hvala, Mojca. Saj slišno. Živijo. Super najava, hvala. Andraž je zanimivo povedal, kaj inbound marketing je, kaj treba delati, čisto se lotati, kako se lotati. Komu je kaj jasen? Limbik, neki sistem, to. Smo sledili? Še malo preveč zgodi mogoče. Ok. Jaz se bom zadeve lotil malo bolj preprosto. Tako, kot je Mojca rekla, osnove inbound marketing, kako postaviti strategijo, kaj se sploh lota, česa se lota. Ampak ker nas je tukaj kar neki, hvala Bogu, da ste vsi prišli, tako da hvala za to, se bom jaz malo bolj tako okvirno lotil tega, tako da si pogledamo, kaj je inbound marketing sploh. Prvi koraki, kako se jih lotati. Najprej osnova, kako se je vse skupaj začeli. Kdo pozna tale slajd? A ga je kdo že videl? Karkoli. Všeč mi je, da vas ni preveč, kaj ta slajd že videl, se pravi, lahko novim predavamo. To je naš famous slajd, znani slajd, ki opisuje potek uporabniške izkušnje ali pa nakupne izkušnje vsakega posameznika. Okay? Se pravi, karkoli greste kupiti. Ali je to skoraj da kruh, zakaj pa ne? Ali je to fotoaparat, ali je to počitnice, ali je to karkoli. Vedno greste čez ta proces. Lahko greste ful hitro čez ta proces, lahko vam vzame pa malo dlje časa, pa malo več raziskujete, pa se malo več s kolegi pogovarjate in tako naprej in tako naprej. Okay? Ampak v prvi fazi pač se sploh spoznamo s produktom oziroma sploh se nam oblikuje neka potreba, da bi mi nekaj imeli. Okay? V drugi fazi ocenjujemo ta produkt, v tretji ga kupimo, v četrti imamo izkušnjo s tem produktom, kaj z njim delamo, kaj se ga da vse uporabljati in postajamo navdušeni in v četrti fazi ta produkt oziroma brand oziroma karkoli pa što je, promoviramo naprej, postanemo njihov ambasador. Okay? In zdaj vsaka od teh faz, oziroma od teh stopov, ima pač svoje zahteve. Ali je to zahteve, kar se vsebine tiče, ali je to zahteve, kar se tiče kako z uporabnikom komunicirati, kakšno vsebino mu pripraviti, na kakšen način ga nagovarjati, kam ga pripeljati in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Okay? Dejstvo je, da če bomo mi v prvi fazi nekomu rekli kupi, guess what? Ja? Dejstvo je tudi, da če bo nekdo tik preden bo kupil, mi bomo pa razlagali, pa smo dobili, obstajamo, ali pa še boljše, obstajamo že od leta 1864, on hoče ceno. Okay? Zato je pač zelo pomembno, da mi tega uporabnika vodimo skozi nakupni proces. Okay? In to je v bistvu to, kar je Andraž rekel. Vsak gre čez ta proces, vsak ima svoje potrebe in nismo vsi, tudi iz video čist na začetku, nismo vsi enaki. Sploh nismo vsi enaki. Kaj šele, da bi bili vsi enaki, ko kupujemo nek produkt? Zato, ker enega bo kupil danes, nekdo ga bo kupil jutri, nekdo ga bo kupil kasneje in tako naprej. In gremo čez ta proces. Vsak ima svoje potrebe in tako naprej. In temu se je treba prilagajati. Okay? Zdaj, bolj podrobno o teh ostalih fazah bojo govorili tisti, ki prijajo za mano. Moja glavna naloga tukaj danes je, da vam postavim neko osnovo, da česa se morate zavedati, o čem morate razmišljati, tako da vam imam mogoče glavo odprem. Točnih principov vam ne moram dati, zato ker vas je preveč. Kako pa potem s temi potrošniki nadaljevati komunikacijo, bojo pa še ostali povedali. Ok, gremo naprej. Govorimo o inboundu. Cela konferenca je posvečena, oziroma cel današnji dan bo posvečen inbound marketingu. Koliko, to je Orachlova raziskava, koliko hiter, nemo reči, cena na posamezen lead, ker bomo danes govorili o lead generationu, se pravi pridobivanju kontaktov in nadaljnem razvijanju teh kontaktov, koliko hiter
cena pade in postane ta reč, to delovanje zaradi dobičkonosno. Se pravi, po približno 5 mesecih stroški na pridobljen kontakt padejo za približno 80%. Okay? Se pravi, tisto, kar boste danes objavili, ko bomo bolj pogledali, kaj treba objaviti, kaj treba narediti, kaj treba pripraviti, spisati in tako naprej, no, tisto bo delovalo za vse večne čase naprej. Okay? Inbound. Ena urca je zadnji, gremo pogledati, kako se vse skupaj počasi dela. Ja? Ena super gospa na tržnici prodaja kislo zelje. Ja? Ali pa lahko to preslikate na sejme, ali pa lahko pač. Ona ima personaliziran pristop, ko v bistvu popolnimi neznanci. Ta drugič, ko pridete, ni panike, vas bo že poznala. Ampak ta prvič bo pa zelo hitro skužila, vam bo ponujala različne zadeve, kaj to. O tem je super blog napisal Peter, ki se ga lahko preberete na naši spletni strani. Pejte pa pogledajte, res reč. V glavnem, eta veže tisti prvi kontakt. Drugi kontakt. Teta, medtem ko vam je prodala zelje, vas je še prijazno povabila, da pridite na praznik češenj. Okay? Res da ona zelje prodaja in vse ostalo, ampak, ker ve, da vas zanima naravna hrana, recimo biopridelana, ker vas zanimajo tovrstni produkti, ker vam je to všeč, očitno, ker ste prišli do nje, vas je povabila še sem. Okay. In je iz vas, iz popolnega neznanca, pač naredila nekega obiskovalca na prazniku češenj. Okay. Na prazniku češenj to situacijo lahko preslikate kamorkoli želite, ali je to praznik češenj, ali je to, tako kot sem rekel, sejem, ali kakorkoli. Okay. Se pravi, nekdo vam bo, vi boste tam nek kontakt pustili, na tem prazniku češenj, kjer boste pač izrazili, kaj je vaša želja, oziroma nekdo vas bo prepoznal kot nekoga, ki ima določeno potrebo. Okay? Kaj je vaša potreba, še povem? No, in s tem, ko ste vi pustili kontakt, to je bila vaša potreba. Se pravi, vi ste šli v prvi fazi, ste šli jih teti, kupili kislo zelje, ok, super. Teta vas je povabila na praznik češenj, ker ste se imeli super, in v tretji fazi naslednjič, ko ste se vi ženili, ste se spomnili, Goriška Brda. Ste prišli sem, ste prespali, ste imeli celo fešto in ste tisti regiji naredili biznis. Kako? S tem, da vas je ona na začetku pripeljala, potem so vas negovali, so vas razvajali in tako naprej, ampak dolgoročno ste prišli pa do tega. Okay? Old school primer, brez interneta. Zdaj pa dajmo pogledati, kako se ta zadeva dela na internetu. Se pravi, za začetek, dajmo se lotiti malo bolj sistematično, ker na internetu pa mi lahko določamo, kdo bo tisti, ki bo prvi prišel do tete. Mi lahko rečemo, a so to obiskovalci tega portala, a so to obiskovalci, ki iščejo to in to ključno besedo, a so to obiskovalci, ki berejo takšne in takšne bloge in tako naprej in tako naprej. Se pravi, mi določamo, s kom bomo imeli interakcijo. Okay? In če se tega lotimo malce bolj sistematično, moramo določiti naslednje stvari. Kdo je naša ciljna skupina? Okay? Vem, da se to sliši zelo preprosto, ampak v praksi pač ni. Na to moramo določiti cilj, potrebo uporabnika, sporočilo, na kakšen način ga bomo nagovarjali. Tako kot smo prej rekli, ok, teta je v vas prepoznala ne samo nekoga, ki ima rad zelje, ampak nekdo, ki se bo v prihodnosti mogoče rad ženil. Okay? Digitalni kanal, prek katerega hočemo komunicirati z uporabnikom, targetiranje, to je tisto, kar smo rekli, koga želimo ciljati. In potem je treba zadevo meriti, ali mi to pravilno delamo ali nepravilno delamo. Ključne kazalnike uspeha in pa pač vsebino. Če vemo, da bomo nagovarjali tega in tega, moramo pokazati to in to. Okay? Se pravi, ko boste delali domačo nalogo, ko se boste pogovarjali, ko pridete nazaj v pisarno ali kakorkoli, ko se boste pogovarjali o tem, kako se lotiti inbound marketinga, to je osnova. Okay? Tale slajd sem si kar sposodil, zakaj bi delal svojega, če je že zunaj. Vsi možni kanali za pridobivanje prometa. Se pravi, tako kot smo prej na začetku rekli, kako sploh pridobivati promet na spletno stran, ki ga potem pretvarjamo v
v lide in z njimi komuniciramo na takšen ali drugačen način in jim ponujamo pač določeno vsebino. Okay? Tukaj gor imamo optimizacijo za iskalnike, tukaj gor imamo plačane klike, tukaj gor imamo oglaševanje na spletnih straneh, bloge, forume in tako naprej in tako naprej. Pač vse to si lahko preberete. Ampak pomembno je, da teh kanalov, kako uporabniki pridejo do vas, je ogromno. Tukaj gor so navedeni, namreč vsi, ampak večina, ki pa seveda niso uporabni, čisto vse uporabnike vsi. Ok. In zdaj ta cel krog, bom razdelil na dva dela. Eno je free traffic, se pravi, te uporabniki, ki pridejo na vašo spletno stran brezplačno, še vedno morate vi vsebino napisati in podobne zadeve, pač določene zadeve narediti, ampak te uporabniki, ki pridejo na vašo spletno stran brezplačno in del, kjer je treba za te uporabnike plačati. Ok. Tukaj gor, na veliko je narisan content. Okay? Vsebina je kralj vsega. Okay? Uporabniki vas bodo našli prek vsebine. Tudi, kot smo prej rekli, ko smo prišli do tete, do tete smo prišli zato, ker je imela cool vsebino. In naslednjič, ko bomo prišli do njej spet, bomo prišli zakaj? Zato, ker je bila dobra izkušnja. Ali pa zato, ker vam je kolega povedal, da ta prva stojnica ima pa res cool zelje. In praviloma vsi, ki kupujemo pri teh branjevkah, imamo svojo izbrano. Redko kdaj menjamo. Drži? Drži. To je zaradi tega, ker ima cool vsebina in neguje ta naš odnos. S produktom, z odnosom in tako naprej. Enako morate vi početi. Tukaj sem jaz zdaj izbral par ikon sem malo večjih naredil. Facebook je večji, blogi so večji, PDF-ji so večji in pač tam imamo eno veliko fleho, ki mogoče ni čist najbolj prilagojena za tole prezentacijo, ampak vse, tole je super opis nekega produkta. Okay? Kakor vidite, je precej dolga reč, zdaj nekateri bodo rekli, to je pa predolgo. Ni predolgo, zato ker vsak uporabnik bo najdel svojo uporabno vrednost tukaj noter. Ni samo, tole je produkt A z tehničnimi značilnostmi A, B, C in merami C, D, E. Ker, se pravi, vsebina je tisti ključ. Zato sem content tudi na največji narisal. In potem, če govorimo o Facebooku, ok, zdaj boste rekli, valjda, se Facebook pa itak vsi uporabljamo. Tudi v poslovne namene, ok, cool, Facebook vsi uporabljamo. Mene zanima, koliko od vas uporablja pač Facebook na ta princip, da ko objavljate neki poste gor, da se greste to distribucijo potem segmentirano. Se pravi, da imate prilagojeno vsebino za določeno ciljno skupino. Se pravi, ne tisti post, ki ga date gor, je pač post, okay? Vidijo ga vsi, dajmo reči, vidijo ga vsi, pustimo podrobnosti, kako Facebook, page ranking in te podobno. Ampak, vidijo ga vsi. Se pravi, zakaj to delamo? Če pa imate vi med vašimi fani, oziroma fani vaše spletne strani, vašega podjetja, imate od 20-letnika do 50-letnika, pa moške, pa ženske, pa poročene, pa neporočene, pa športne navdušence, pa une, ki niso toliko športni navdušenci, in tako naprej, in tako naprej. Zakaj se ne bi šli tega prilagajati? Glih o temu danes govorimo, v bistvu cel ta inbound marketing temelji na temu. Prilagajajte. Po uni matriki prej, ki smo jo gledali, je treba zadeve prilagajati. Okay. No in s tem, ko bomo prilagajali, bomo vozili ne samo obiskovalce na vašo spletno stran, oziroma jih boste vi vozili, ker ni cilj pripeljati goro obiskovalcev. Cilj je pripeljati goro pravih obiskovalcev. In prave boste pa na ta način dosegali. Ok, se pravi, rekli smo Facebook, potem imamo en PDF, se pravi, obiskovalci pridejo na vašo spletno stran, cool, in zdaj mi lahko pač, mi po internetu postamo oziroma objavljamo kakorkoli na SlideShareu, na podobnih medijih ali pa damo na Amazon za ston knjigo ali kakorkoli, kjer je nek PDF, ki ima uporabno vsebino za uporabnike. In vi spet veste, kjer so vaši uporabniki in kakšna bi ta vsebina lahko bila. Drugače, prekleto težko mogoče pripraviti kakorkoli, malo več o tem kasneje. Ok, potem imamo tudi mail in Instagram. Okay. Zdaj pa, kar se tiče plačanih objav.
še primer, kaj je dober primer free trafficka. Jaz sem si izbral, pač, ne, vsi bi lahko rekel, ok, cool, sej, en simpel primer je pa simpel najdeti na Facebooku, ali pa precej preprosto je najdeti dober blog. Tle imam pa en primer, kako je temle Vivo Barefoot, proizvajalci čevljev, ki imajo pač, njihova filozofija je, dajmo imeti bose noge, ne? Ampak ker čist bose noge mogoče niso najbolj, ker so še vedno kakšne glažene, pa žeblje, pa podobne stvari na tleh, ne? Pač, dajmo imeti čevlje, ki imajo ekstremno tanek podplat. No, in kaj oni delajo, ne? Pač posebne čevlje, kakorkoli. Ampak, dajte pogledati na Instagramu, koliko imajo oni uporabnikov, ki slikajo svoje noge, slikajo svojo obutev, kakorkoli, in potem objavljajo pod njihovim channelom. To je noro. Ne samo, da objavljajo pod Vivo Barefoot, ampak dejansko objavljajo po različnih modelih čevljev. Okay? Jaz imam pa te, jaz imam pa te za teč, jaz imam pa te za v službo, jaz imam pa te za in tako naprej. V glavnem, oni so njimi uspeli cel community narediti s tem, da folk slika njihove čevlje. Kako? Z vsebino. Okay? Plačan trafik, ne? Vi imate lahko še tako super produkt, pa če je vaš produkt čist out of the box, nekaj popolnoma inovativnega, imate eno težavo. Ker tudi, če bo kdo šel na internet, ne bo vedel, pod kaj vas iskati, ker nikoli še ni slišal za vas. Ne? Zato tukaj pride, zato sem dal slajd noter o plačanem prometu. Ha? Ker plačan promet pač, ne? Je treba delati to, da saj na začetku začnemo generirati. Drugače, cel inbound naj bi temeljil, po nekaterih definicijah, naj bi temeljil po samo brezplačnem prometu. Ja, ne? Super, ampak, tako ga sem rekel, če imate popolnoma nov produkt, noben ne ve, kje ga iskati, kje v njem karkoli prodati, prebrati in tako naprej. Kar pomeni, da vas bojo težko najdli. Zato uporabljate te kanale. Ne? Tukaj gor, bannerji, pasice, floaterji, kakorkoli temu rečete, pač tisto klasično oglaševanje, ki ga vsi poznamo. Potem imamo Facebook, pa AdWords. Jaz sem samo te 3 primere dal, teh primerov je še gora. Ja? LinkedIn za B2B klijente, verjetno sami poznate, LinkedIn je super orodje lahko, če ga znamo pravilno uporabljati. Okay? AdWords spet, lahko uporabnike vozimo preko ključnih besed, govorimo o iskalniku, preko ključnih besed, ok, cool, ampak, ne, katerih ključnih besed? So to ta pravo izbrane ali niso? A tisti nakupni proces, brale, ki smo si ga zamislili, ne? Govorimo samo o zadnjih fazah nakupnega procesa ali govorimo pač o prejšnjih fazah nakupnega procesa. In tako naprej. Dajte res, ko se boste tega lotili, ne? Ker tako, kot me je Mojca prej najavila strategijo, naj bi jaz danes povedal, ne? Dajte se res lotiti tiste tabelce, ki smo jo prej pogledali. Kdo je vaša ciljna skupina? Kje jih nagovarjate? Kakšno bo sporočilo? Prek katerih kanalov? In tako naprej. Kam ga boste vodili? Ne? Ker drugače vse precej logično zveni. Ok. Veliko boste domačo nalogo naredili lažje bo. Ok. Pej trafik. Smo. Primer. Ne? Koliko od vas se oglaševanja na Facebooku loteva na ta način? Jaz sem tukaj vzel recimo, da smo ponudnik neke turistične destinacije oziroma pač, dajmo reči, apartman, hotel, karkoli želite. Okay? Ne? In zdaj oglašujemo na Facebooku. Ja, stara oblika oglasov, tako da ne me za jezik, kakorkoli, ampak poanta je važna. Ne? Zdaj, gremo segmentirati našo ciljno populacijo, ne? In objavljati njim relevantno vsebino. Po tej strani imamo, koliko so oni aktivni, ne? Vzdolžna linija je pa, koliko so stari. Ne? Se pravi, neaktivni, pa mladi, koktajl, cool. In če jim bomo take oglase kazali, veliko večja verjetnost, da bojo klikali na njih, ali pa če bomo take objave se odločili, da bomo njim kazali, je veliko večja verjetnost za njihovo interakcijo, ni rečeno, da je plačano. Ne? In tako naprej. Medtem ko, recimo, če so mladi, pa zelo starejši, pa aktivni, ne? Dajmo reči kolesarjenje. Pač ne bomo jih predlagali kakšnega bungee jumpinga ali pa ne vem kakšne rokoborbe, ne? Ker si bo kdo kakšen kouk frderbo, ampak
lahko, če poznamo svojo ciljno publiko, pa vemo, kaj jim ponuditi. Okay? Medtem ko za mlade, ki so zelo aktivni, jim recimo ponudimo adrenalinske športe. In pač, kdo se gre oglaševanje na Facebooku, oziroma same prisotnosti na Facebooku, pustimo oglaševanje, ne? Kdo se loteva na tak način? Kdo se loteva toliko strateško? Kdo se posveti toliko, da prej razmisli, da definira, kdo je njegova ciljna publika in kaj potrebuje? Ker dejstvo je, taki oglasi, oziroma take objave bodo imeli parkrat boljše odzive. Zakaj ne bi tega izkoristili? Okay? Kdo pozna to teto? Ne, ok. Ampak vsaj sem malo počakal. Ok. Primer tete, ki je rahlo drugačna, po moje se strinjamo. Ona je v Sloveniji niti ne toliko, v Evropi niti ne toliko, ampak v Ameriki je ful znana. Wonder why. Pač zato, ker se oblači drugače. Ni dlih, da bi neki blazno zmagovala na tekmah, ni dlih, da bi neki blazno blestela ali pa kakorkoli drugače, pa športno bila uspešna, ampak se pa takole oblači in ima svojo linijo pač športnih dresov, ki jo kar uspešno trži. Ampak kaj hočem povedati? Njo praktično cela Amerika pozna. Ne zaradi rezultatov, zgodbico si je naredila. In tu Seth Godin super prav, create stories, be mentionable. Se pravi, Angleži imajo super besedo be mentionable. Mi imamo tudi super besedo, bodi omembe vreden. Okay? Se pravi, dajte ven tako vsebino, dajte me tak produkt, dajte tako komunicirati svojo publiko, da boste omembe vredni. Ker če boste omembe vredni, se bojo z vami pogovarjali. Če se bojo z vami pogovarjali, boste lahko negovali, lahko pripeljali v končni fazi do kupca. Ja? Ne začne se pa iz zdrlene kupca, ampak pač zadeva je malenkost daljša. Se pravi, ona je ustvarila zgodbico okrog sebe, ne zaradi rezultatov, ne zaradi česar kultura, ampak, ker se je odločila, da športnik ne gre mogoče najboljš, bom pa svojo linijo ustvarila, svojo linijo športnih dresov in mislim, da marketing je kar laufer, glede na to, da jo cela Amerika pozna, pa nič ni dala oglaševanja. Okay? Seveda ima ful sledilcev in na Facebooku, in na YouTubeu, in na Instagramu in tako naprej. Brez da slovo omenjam. Okay. In zadnji slajd moj. Kaj smo rekli? Kot strategija. Strategija v 3 korakih. Prisluhni, kdo so vaši uporabniki. Okay? Dajte jih res, nam rekel, zanalizirati, ampak dajte jih poslušati, kot smo prej rekli. Kdo so, kaj želijo od vas, kaj želijo od vašega produkta, zakaj so kupili vaš produkt in kakšna je njihova izkušnja. Okay? Potem rečemo, opazujte te uporabnike, kaj oni delajo, zakaj to delajo, in tako naprej, in tako naprej. Danes smo že kar nekaj o tem govorili. Oziroma, jaz sem govoril prej, itak sem prvi govoril. Ampak, poanta je pač o temu, dajte jih poslušati, dajte opazovati, kaj oni počnejo in dajte temu ustrezno pripraviti zgodbico. Če jim boste zgodbico ponudili, tako, ki oni iščejo, bojo oni pršali znova in znova in ne bojo pršali sami, tako kot uniteti ne s kislim zeljem. Ker vedno znova pridem in vedno znova, ko pride ne vem kdo, rečem bratu, ti pejt kaj po kisu zelen. Ali pa mogoče koga sabo pripeljem, kakorkoli. Poanta je v temu, če boste pripravili zgodbico, če boste vedeli, komu pripravljate zgodbico, če boste točno ga zdefinirali, o tem bo danes še kar nekaj govora, in če boste pripravili super zgodbico, bojo uporabniki prišli. Ok. Hvala, to je to z moje strani. Ampak kdo mogoče kakšno vprašanje še za Luka, ki nam je všel sicer z odra? Kaj vrni se? Luka, čakaj na vprašanje. Ja. Ali dobiti? Ja? Ti vodiš. Se bo kdo upogumil?
Luka drugačne grize, je zelo prijazen. Samo počasno. 3, 2, Dobite nagrado, če date vprašanje. ja. Ne, nismo hodili takoj reči. Ne, Ja, ker smo hoteli, da je tako samo inicijativno, pa tako. Pa tako. Ja. Šalca? Bi kdo šalca? Ne bi šalca. Očitno ne poznamo do svoje ciljne. Z Lukovim podpisom, Šalca. Bi vam še kavo skuhal, pa je ne znam. Vprašanje. Vprašanje. Evo, glede na to, da smo v Sloveniji, smo res taka ful zadržana publika, ne? Kje laufa? Marketing bi radi delali tako, kot ga Američani delajo, ali pa na Zahodu, ne? Ja. Ampak, a veš, že tukaj tebe že težko kdo vpraša, kako dosežeš pri nas ta engagement, da je bolj? Ok, super vprašanje, hvala. Vse smo vsi slišali, ne? Se pravi, kako v Sloveniji, ki niti ni toliko velika, ki nima toliko velik uporabnikov interneta, kjer smo si, jaz vedno pravim, 100 ljudi, 100 čudi, ne? In na 2 milijona je pa že res težko dva čuda skup najdeš, čeprav jih ne. Kako to narediti? Da dovolj, moje osebno mnenje, pač praksa kaže, če dovolj segmentiraš, pa poznaš svojo publiko, ti bo ratalo, da prideš do tega engagementa. V Sloveniji jaz opažam, da gremo vse preveč na splošno. Yes. Ne, se ni bili to vprašanje. Vprašanje je, mi smo ful zadržani, mi ful rabiš to, da dosežeš ta engagement z ljudmi, ne. Tudi na Facebooku ti gre težko komentirati, razen če si komik, pa ti pol vsi pač te fore pol malo komentirajo, ne. Ja, štekam. Eno je, ja, spet bom rekel, eno je vsebina, ne. Ampak ne, nočeš tega. Ne vem, kakšen je vaš produkt, ampak nagrade, ne? Nagrade se običajno ne obnesejo. Popusti, vsebina. Jaz bi rekel vsebina, pa da je res pravilno zastavljena. Boljšega odgovora, kot to nimam. Če točno veš, spet, če imaš 2000 ljudi, ki je lajkali tvoj page, ne, verjete niso vsi od 30 do 35 ženske z psom, ne. Banaliziram, ampak pač sem hočem reči, ne, res tista skupina, ki je že v tem trenutku najbolj engagena, da se njej posvetite, pa iz tega peljete zgodbo naprej. Upam, da sem vsaj približno odgovoril. Ok, super. Šalca dobi. Hvala za vprašanje. Še kakšno? Nihče več. Ok, hvala. Živja.